včeraj naprej, končno tudi v Evropski uniji. Pred leti smo to podobno zakonodajo sprejeli v Sloveniji, kar daje posebno veljavo tisto, kar dejansko bi že pričakovali zdavnaj pravicam žensk, in to isto zakonodajo ali pa podobno zakonodajo in zakonodajni okvir implementiramo tudi po Evropski uniji, kar seveda daje tudi slovenski pridih. Mi smo zadovoljni, da smo zgodbo, ki smo jo začeli v Sloveniji, pripeljali tudi v Evropski parlament in zdaj uspešno tudi širom po Evropi vse evropske države. Kako bi pa komentirali današnjo proračunsko razpravo z gospod von der Leyenom? Seveda, te razprave so vsakič znova zelo čustvene. Gre za prihodnost Evropske unije. Evropski parlament je vsakič znova zelo trdi pogajalski oreh vis-a-vis predvsem pravicam, seveda v okviru gospodarstva, ki mora biti konkurenčne. Pričakujem predvsem v nadaljem trilogu, ko govorimo o dolgoročnem 7-letnem finančnem planu, kar nekaj odprtih vprašanj, ki jih odpira parlament, ampak za sedanjimi pogovori moram reči, da je Evropski parlament dokaj na varni strani in se mi zdi, da bodo ti pogovori vseeno pripeljali do nečesa zelo pozitivnega. Mogoče med poslušalci današnje jutranje razprave zvenelo, da samo 5% nafte gre skozi Hormuški žino, vse ostalo pa Evropa dobiva od drugih virov, cene nafte pa gredo v nebo. Tako je, Evropska unija si prizadeva predvsem najti alternativne vire. Hormuška žina je pomembna in Evropa se sooča z velikim pomanjkanjem, v tem trenutku največ kerozinom za gorivo, ki je potrebno za letalski prevoz, in tukaj si prizadevamo, Evropska unija, da bi to ozko grlo vseeno ne vplivalo na nadaljnji razvoj. Je pa čas za določene ukrepe, Evropska unija jih ima, ki jih je dejansko vzpostavila že leta 2022 ob takratni energetski krizi. Torej mehanizme imamo, jih lahko le implementiramo. Seveda tisto, kar je trenutno najpomembnejše, predvsem, da po diplomatski poti pride do dogovora. Seveda Evropska unija tukaj ni glavni igralec, ampak lahko si prizadeva predvsem za pritiski na Izrael in na Združene države Amerike, da se dogovarjajo v smeri čim hitrejšega končanja konflikta v Libanonu, v Iranu, v Palestini, kar bi omogočilo, bom rekel, sprostitev potem tudi prevoza skozi Hormuško žito. Kako pa kaže preklicu sporazuma z Izraelom? Ravno danes nas je ponovno 57 evropskih poslancev opozorilo na dodatno še spremenjene politične, gospodarske in seveda humanitarne okoliščine, ki bi botrovale k temu, da Evropska unija naredi tisto, kar pričakujemo, ne samo iz vidika mednarodnega prava, predvsem iz humanitarnega in humanega vidika. Seveda večine na svetu ni. Prejšnji teden je bila razprava na svetu o tem in večine ni bilo. Zbranih je več kot 1.300.000 podpisov državljank in državljanov in predvsem apel gre vsem politikom in civilni družbi, da si prizadevamo, da dejansko z jasnimi pritiski na odločevalce, tudi tistih držav, ki tega dejansko še ne vidijo, se skupaj odločimo za prekinitev pridružitvenega sporazuma, kar bi dejansko bil lahko zelo velik udarec predvsem za sodelovanje na področju gospodarstva z Izraelom in seveda posledično tudi nekem preokvirjenju odnosov med Evropsko unijo in Izraelom. Vi osebno se zavzemate za prekinitev? Jaz si zavzemam že od samega začetka. Jaz sem bil eden od prvih pobudnikov že pred 3 leti, zaradi tega, ker smo že takrat zaznali osnovne kršitve tega sporazuma, ki je jasno opredeljeno, v katerem je jasno opredeljeno, da prekoračitev predvsem mednarodnega prava, humanitarnega prava bi omogočilo prekinitev tega sporazuma. Seveda za to pa je potrebna večina, ne samo v parlamentu, ampak predvsem v svetu. Torej, naš apel gre predvsem voditeljem evropskih držav, da to čim prej sprejmejo. In seveda pritiski iz Evropskega parlamenta so vse bolj siloviti in vse bolj enotni.